Ja, hvala, da si me malo spodbudila k temu, da posnamem zdaj po nekem dolgem času spet nekaj za ta profil Merlin Metatron, in da povem v tem novem videu, torej, zakaj je res tako pomembno se odločiti za delo na sebi, sploh v današnjem času, pa mogoče tudi na katere stvari je pri tem treba biti malo bolj pozoren oziroma pozorna in jih je potrebno malo bolj upoštevati. Torej govorila bom o tem, kaj je pomembno vedeti, ko se lotimo seveda dela na sebi, ponudila nekaj novih korakov, ki ti lahko pomagajo na tej poti. Poleg tega bom spregovorila tudi o temah, s katerimi ti bom morda bolje pojasnila, zakaj stvari potekajo na določen način in zakaj spremembe na sebi pogosto ne pridejo tako hitro, kot bi si seveda vsak od nas želel. Prva stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, je, vsaj jaz sem jo opazila, kadar začnem z nekom novim, z novo, pri ali terapijah, pri kovčanju, kakorkoli, da se mi zdi, da se prehitro postavljajo neka nerealna pričakovanja in te lahko res hitro privedejo do razočaranja, ker stvari potem ne potekajo tako, kot si zamislila oziroma si zamislil, ali pa ne dosežeš rezultatov tako hitro, kot bi jih seveda mi vsi si zadali oziroma jih pričakovali, a ne. Zelo se mi zdi tudi pomembno, da si postaviš neke realne in dosegljive cilje ter da si dovoliš biti potrpežljiva s seboj, ravnati s seboj z ljubeznijo enako, kot bi to počela z nekom drugim. Torej, če imaš na primer, ne vem, otroka, da bi res, z otrokom ne delaš daj, ne, ampak počasi uvajaš neke nove stvari in verjemi mi, prej ko slej se vidijo rezultati. No, zdaj, če tudi malo karikiram, če bom jaz danes posadila v zemljo, torej to seme rože, ne morem pričakovati, da bom že od jutri naprej videla neki čudoviti cvet, ne. Malo bom mogla počakati, nekaj časa bom mogla dati temu, vmes bom mogla tudi neke stvari dodati, ne, in tako naprej pač. Ja, za vsako stvar je res potreben čas. No, in torej začela bom pri temi čustev, še prej pa ti povem eno skrivnost. Večina od nas, ki se je odločila za delo na sebi, smo to storili zato, ker smo bili nezadovoljni z nečim v sebi, tako kot si danes ti. Želeli smo nekaj izboljšati, spremeniti ali pa napredovati na kateremkoli področju, ker nismo se več dobro počutili sami s seboj ali pa smo bili nezadovoljni z nekimi določenimi situacijami. Torej ne glede, ali je to v odnosu samega do sebe, s partnerjem, s starši, službo, z otroci, nima veze. Cilj dela na sebi je prispevati k temu napredku, torej izboljšati določene vidike sebe, si ponovno prizadevati za boljšo različico samega sebe in pa nehati končno težiti k temu, da lahko mi spremenimo nekoga drugega. Nikoli v življenju ti ne boš ne spremenila, ne spremenil nekoga drugega, pač pa lahko samo sam sebe in s tem lahko spremeniš potem tudi svojo okolico. Če čutiš v sebi žalost, jezo, nemoč, bolečino, ne vem, si mogoče v fazi razhoda partnerske zveze, morda so te, kaj jaz vem, odpustili v službi ali čutiš v sebi, da nisi dovolj razumljena ali pa razumljen, no, ali od sebe ali od drugih ljudi. Morda se soočaš z izgubo ljubljene osebe, torej z neko smrtjo ali pa sta šla na razna, ne.
Morda s tem, da so mogoče otroci že toliko odrasli in gredo na svoje. Skratka, karkoli, katerokoli področje je lahko to. Zato res začni z majhnimi koraki, kajti če boš imela oziroma imel pričakovanja, da se bo karkoli zgodilo čez noč ali pa v roku, ne vem, enega ali pa 2 tednov, boš doživela oziroma doživel ravno nasprotno od pričakovanega. Res je potrebno za te korake dati čas in nima veze, ali delaš sama, če to seveda res znaš, ali pa z nekom drugim, ki ti lahko to seveda zelo pomaga, pač pa je pomembno, da si zares povezana oziroma povezan s svojim telesom in s svojimi čustvi. Zelo pomembno je tudi, da se nikakor ne upiraš svojim čustvom, oziroma kako naj rečem drugače, da jih ne preziraš ali pa da jim ne daješ prostora. Najhuje je, da si ne dovoliš začutiti svoja čustva in da jih celo preziraš, kot da jih ni, kot da jeza ni prišla, kot da žalost ni prišla in je to nekako potlačimo, ne. Pač pa da vsako čustvo resnično sprejmeš in delaš na tem, da poiščeš izboljšanje od tega prvotnega čustva. Torej, če čutiš zdaj res eno hudo žalost, da se soočiš s to žalostjo. Lahko se vprašaš tudi na primer, kaj bi meni v tem trenutku res pomagalo, da bi se lahko vsaj za malo počutila oziroma počutil boljše. In odgovor vedno pride. Včasih je treba malo počakati, včasih odgovor pride celo zelo hitro, ampak vedno pride. Morda boš ob jezi čutila oziroma čutil, da moraš kričati. Ne vem, da moraš vzeti blazino, pojšter, po domače, in z njo udarjati po postelji. Ali pa ob žalosti, da se res razjočeš do konca. Da z bolečino, če čutiš vsaj malo, oziroma ne vsaj malo, da če čutiš bolečino, da jo vsaj za malenkost transformiraš z neko tehniko, s katero mogoče jo poznaš, in da zmanjšaš to čustev, da zmanjšaš to čustvo. Naj ti povem, da obstaja res veliko tehnik, niso vse za vse, treba jih je poskusiti, treba jih je, ne vem, vsaj 30 dni nekako uvajati pa probavati pa se res z njimi pač delati vsak dan, zato ker šele po 30 dneh lahko ti nekako rečeš: "Evo, to pa nekaj je za mene," oziroma "to pa res ni za mene in to ne deluje." In zato imaš en cel kup drugih tehnik, s katerimi se lahko seveda pomagaš. Naj ti povem tudi, da s pomočjo teh tehnik, za katere jaz vem, da so izjemno dobre, da res se da marsikaj spremeniti, lahko spremeniš svoje čustveno stanje, ga izboljšaš, nekatere celo skoraj, da popolnoma izničiš, če celo ga ne izničiš v popolnosti. Ja, včasih je zato potrebno kakšno tehniko ponoviti, vendar se da, res govorim iz lastnih čustev. Zakaj pride toliko do naših fizičnih bolezni? To pride več kot 90% ravno zaradi tega, ker ignoriramo svoja lastna čustva in jim ne posvečamo pozornosti, saj smo bili skoraj vsi napačno vzgojeni. No, pa da ne rečem, napačno smo bili vzgojeni, pač pa da nam je bilo rečeno nekoč velikokrat, da če si žalostna, to ni v redu, a ne, oziroma če si žalosten, ne. Jeziti se ne smeš, solz kazati, to je poniževalno, oziroma nam je bilo velikokrat rečeno, da smo zaradi tega slabiči, ne, če jočemo.
In ker potiskamo nekam globoko v sebe svoja čustva, jih ne prepoznamo, jih, zatiramo, se začne kazati na našem fizičnem telesu. In če se osredotočim na partnerski odnos, ker se mi zdi, da je to dandanes res, skorajda najbolj aktualna tema in večinoma od vseh nas skoraj, najtežji odnos v življenju, da ne moremo pričakovati, da se bo odnos kar čez noč spremenil v najlepši in najbolj zdrav odnos, v resnici pa imamo hude travme iz otroštva ali pa iz preteklih odnosov. In če boš gledala oziroma gledal na način, kaj lahko ti prispevaš v ta odnos, kaj lahko spremeniš pri sebi, da bo v odnosu lepša komunikacija, da bo bolj, razumljiva komunikacija, da boš resnično razumela oziroma razumel, kaj ti nekdo sporoča, ne da si besede v svoji glavi interpretiraš po svoje oziroma pač razlagaš po svoje, pač pa da razumeš, da si med seboj postavljamo ogledala, kar pomeni, na čem moram jaz delati, ker me pri nekomu to nekaj hudo moti, ne. Tu imam tudi lahko ogromno za povedati. Torej, kakšne so tvoje potrebe v odnosu, kaj pričakuješ od svojega partnerja, kaj mu lahko ti, ponudiš, kakšen je tvoj idealen partner sploh, kaj želim s to osebo početi v svojem življenju, kako se počutim ob tej osebi, sem ob tej osebi vidna oziroma viden, dovolj slišana oziroma slišan od svojega partnerja oziroma partnerke. Sem večinoma časa srečna, sem srečen, sem nesrečna, nesrečen v tem odnosu. Se počutiš sigurno v tem odnosu? To je tudi, se mi zdi, zelo ključno vprašanje, zelo pomembno. Torej sprašuj se, poslušaj se, prisluhni svojim občutkom, delaj korak za korakom, da prideš do želenega rezultata. No, in naj za konec povem, da je najpomembnejši odnos, kar sem že omenila, ravno odnos s samim seboj. Tako kot se bom jaz obnašala do sebe, tako kot se boš ti obnašala do sebe, tako kot se boš ti obnašal do sebe, tako se bodo tudi drugi do nas. In bolj kot se bomo poslušali, bolj kot si boš dajala, bolj kot si boš dajal, lastne vrednosti, bolj kot boš razumela oziroma razumel samega sebe, verjemi mi, da ti bo milijonkrat lažje, tudi, na vseh ostalih področjih. Skratka, to je moje kratko sporočilo, in res hvala, ker spremljate moj kanal Merlin Metatron. Lep dan vsem skupaj.